Pozdravljeni še iz Koroške. Skoraj sem že rekel dober večer. V času, ko to snemam, je večer. Rad bi se najlepše zahvalil organizatorjem današnjega dogodka, da so zaradi spleta okoliščin omogočili tudi takšen način našega prispevka oziroma izvedbe našega prispevka. Na kratko bomo pregledali, kje smo na Koroškem oziroma kakšne korake smo že storili v preteklosti in kakšne počnemo trenutno na področju povezovanja možnosti prevoza koles v javnem potniškem prometu. Dva primera si bomo podrobneje pogledali. Za začetek, samo trenutek, tako imenovani kolesarski vlak, poletni, ker vozi samo ob sobotah, imenovan tudi sobotni kolesarski vlak med Mariborom in pa Pliberkom na avstrijski strani. Gre za pobudo, ki se je začela kovati tam nekje v letu 2016 in potem v letu 2017 tudi prvič dejansko izvedena, nekako tudi po vzoru kolegov iz Bohinja oziroma z bohinjske proge. Na garnituri je bil vagon prilagojen temu, da je možen prevoz tudi večje število koles in takrat smo nekako kot regionalna razvojna agencija, takrat še tudi s kolegom Urošem Rozmanom pri nas, začeli intenzivneje sodelovati s Slovenskimi železnicami in pa z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo in sicer s kolegi iz Maribora. Korak za korakom nekako smo poskušali peljati ta vlak naprej. Kot vidite, v zgornjem kotu se bo kar nekako pojavljal tale logotip Interregovega projekta, kjer smo uspeli v 2-3 letih kar nekaj stvari prestaviti naprej, zato da tudi nekako ohranjamo to podobo, da se ravno se ta projekt zaključil, ampak aktivnosti seveda z veseljem peljemo naprej. Na tem prikazu nekoliko več podatkov namenoma, ker pač verjetno bo tudi gradivo dostopno kot tako vam kot udeležencem, ampak ne želim vas preveč utrujati s podrobnosti. Morda samo nekaj opomb. Na tem grafu predstavljamo število pripeljanih potnikov in koles na relaciji med Mariborom in pa Pliberkom. Ne rečemo, da nam je v interesu, da pravzaprav vsa leta spremljamo tudi, kaj se dogaja s posameznimi priljubljenosti te povezave in tako smo tudi neko tehnično rešitev v danih razmerah pač izvedli, kar pomeni, da spremljanje potnikov, kar pomeni, da konkretno sprevodniki na posameznem vlaku dejansko fizično na A4 list spremljajo vstope in izstope na posameznih železniških postajah in postajališčih, za posamezno relacijo oziroma za posamezni vlak pa tudi število prepeljanih koles v tistem dnevu na tisti relaciji. In če pogledamo v leti 2017 in 2019 je precej spodbuden bil trend, mogoče bolj kot absolutne številke, seveda so tukaj interesantni trendi. Že omenjam med 2017 in 2019 je bil kar znaten porast prevoza oziroma števila prevoza koles. Namenoma promocijske aktivnosti potekajo v okviru razvoja in pa promocije Dravske kolesarske poti, kar verjetno nekoliko več bo omenila kolegica Karmen Razlak. In tudi s tem namenom je ta povezava seveda pač priljubljena za prevoz koles ob priljubljeni kolesarski povezavi. Z epidemijo v letu 2020 in v letošnjem letu seveda so se stvari nekoliko spremenile, kljub temu pa tudi v lanskem letu je sobotni poletni kolesarski vlak obratoval. Vožnje so se pričele nekoliko kasneje, seveda kot nasploh javni potniški promet v Sloveniji in številke so tudi temu primerne. Vendar naj vseeno poudarimo, kar je bilo še zaznati na podlagi lanskega leta, je, da se seveda število potnikov teh prekomejnih, ki se je do tistega leta vsako leto povečevalo, se je seveda drastično zmanjšalo, na račun tega, da večina potnikov je bila pripeljana na relaciji med Mariborom in pa Dravogradom.
Drug tak primer, ki smo ga pa uspeli nekako nasloviti v preteklih 3 letih, je pa vzpostavitev nove avtobusne povezave med Velenjem in pa Labotom-Lavamindom na avstrijski strani, predvsem ob trasi kolesarske povezave, tako imenovane Štrekna, ki poteka na trasi nekdanje železnice med Velenjem in pa Wolfsbergom oziroma nekoliko daljši relaciji med Celjem in pa Teltvegom. Trenutno je danes urejena kot 24 km dolga kolesarska pot po Mislinjski dolini, na kateri so ohranjeni še nekateri objekti, kot so predori, viadukti, mostovi nekdanje železnice. V že omenjenem projektu nekako smo s kolegi iz Avstrije in pa s kolegi iz RC SAZU, Geografskega inštituta Antona Melika v Ljubljani, zasnovali traso avtobusne povezave poletne, ki bi nekako omogočala prevoz koles na odseku med Velenjem in pa Labotom, namreč v tem trenutku 2 odseka med Gornjim Dolišem pa Velenjem in pa krajši odsek v bližini Dravograda še nista zgrajena in tako nekako bi omogočili oziroma smo omogočili transfer tudi na teh prometno bolj obremenjenih odsekih. Hkrati smo pa povezali 3 kolesarske poti, že prej omenjeno Dravsko kolesarsko pot, Štrekno in pa kolesarsko pot po Labotski dolini. Vzpostavitev take avtobusne povezave je bila kar svojstven izziv. Moramo pa reči, da na odseku med Dravogradom in pa Velenjem je vključena tudi v sistem gospodarske javne službe in tako prejema tudi kompenzacijo za izvajanje te linije izvajalec Nomago. Prvi 2 leti smo vse skupaj izvajali v okviru Interregovega projekta, zato je tudi izvajanje linije bilo sofinancirano z letošnjim letom, ko se je v preteklem letu projekt končal, pa smo uspeli zagotoviti sofinanciranje strani 4 lokalnih skupnosti ob sami trasi avtobusne povezave na slovenski strani, kolegov iz podjetja Verkehrsverbund iz Avstrije in pa že omenil, da seveda tudi strani Ministrstva za infrastrukturo v smislu kompenzacije gospodarske javne službe na omenjenem krajšem odseku. Ves čas dajemo kar precejšen poudarek promociji in pa tako imenovanemu predvsem spletnemu marketingu, digitalnemu, na socialnih omrežjih, kjer smo intenzivno prisotni in zdi se, da kar nekako dosegamo tisto ciljno skupino kolesarjev. Tudi neka ta spletna stran mogoče doprinese k temu, tu samo krajši zaslonski prikaz, da na spletni strani poleg osnovnih podatkov o kolesarski povezavi, o avtobusu, Štreknobusu, seveda tudi odsek je namenjen tehnični dediščini ob poti in nekako promociji tudi teh vsebin. Štreknobus, ki se konča v Labotu, ima usklajen vozni red z avtobusom na avstrijski strani, na slovenski strani, se pravi, oziroma na odseku do Labota, Lavaminda je prevoznik Nomago, medtem ko že omenjen ima usklajen vozni red z avtobusom, ki nadaljuje z vožnjami vse do Wolfsberga po Labotski dolini, kjer pa je prevoznik avstrijski Postbus. Oba avtobusa sta opremljena s prikolico za 16 koles, omogočata pa tudi prevoz e-koles, ki ima nekoliko svoje specifike, predvsem zaradi teže in pa dimenzije okvirov. Če se nekoliko ustavimo pri številu prepeljanih potnikov na tem odseku, predvsem v zadnjih 2 letih, za letošnje leto neke podatke še zbiramo, ker sezona trenutno še traja. Podobno velja za že prej omenjen poletni kolesarski vlak, na katerega število prepeljanih potnikov v letošnjem letu morda še čakamo. Kot vidimo, za Štreknobus seveda v letu 2019 in 2020 absolutne vrednosti se razlikujejo ravno zaradi že vsem, morda niti neznanja, ampak vsi se soočamo seveda s situacijo epidemije in omejitvami, povezanimi s tem, s kasnejšim začetkom voženj v lanskem letu in pa morda zdelo se je, vsaj nekako, da se bo seveda tudi privlačnost javnega potniškega prometa nekoliko
znižala, vendar, kot bomo kasneje nakazali, morda ravno na tem primeru se nakazuje, da temu ni tako. Kot se tu vidi, seveda med številom pripeljanih potnikov, tile rdeči stolpci in pa število pripeljanih koles, tistile nekoliko bolj oker stolpci, ni veliko razlik, kar pomeni, da smo dejansko zadeli tisto ključno ciljno skupino kolesarje, ki smo jih nekako tudi naslavljali preko naših promocijskih aktivnosti. Že prej omenjen prikaz pripeljanih potnikov in pa koles po posameznih mesecih v letih 2019 in 2020 nakazuje tole. Zaradi epidemije v lanskem letu je avtobus pričel voziti začetkom julija, ne za začetkom maja, kot je bilo predtem. In v avgustu nekako se je število pripeljanih koles že kar precej približalo tistemu iz leta izpred epidemije. Medtem ko v septembru pa celo nekoliko preseglo, vse je pač seveda povezano tudi z vremenom. To pomeni, da vse v tem konkretnem našem primeru se zdi, da to zmanjšanje privlačnosti javnega potniškega prometa zaradi takratne epidemije in bojazni povezani s tem nekako ni obveljalo, kar nas kar precej veseli. Kar se Štrisej-Štrekne kot kolesarske povezave smo že omenili, da manjkata dva odseka, predvsem ta daljši med Gornjim Doličem, kjer se trenutno Štrekna zaključi, in Velenjem je kar investicijsko obsežen in pa tehnično zahteven, ampak veseli nas, da pravzaprav za oba odseka, tistega krajšega pred Dravogradom in tega daljšega med Gornjim Doličem in Velenjem, je tako rekoč vse pripravljeno za gradnjo in tudi operacije, tako imenovane strani SVRK-ja so potrjene, se pravi, sredstva so zagotovljena, izvajalci so izbrani in rok za dokončanje je, kot za vse tovrstne kohezijske, tako imenovane kohezijske projekte v Sloveniji, je z letom 2023. Seveda, veselimo se tudi tega nadaljevanja in nekako to daje tudi neko novo dimenzijo nadaljnjemu razvoju Štrekna-busa, kjer nas posebej veseli, da smo nekako razvili to sodelovanje med Koroško regijo in 3 lokalnimi skupnostmi, Dravogradom, Mestno občino Slovenj Gradec in pa Mislinjo, hkrati pa tudi z Mestno občino Velenje na šaleški strani nekako širimo to sodelovanje in verjamemo, da bomo tako lahko smelo poširili tudi v prihodnosti. Na Koroškem, na Regionalni razvojni agenciji se bomo še naprej prizadevali intenzivno nekako povezovati ta dva aspekta kolesarjenja in pa prevoza koles na posameznih prometnih sredstvih javnega potniškega prometa. Je pa seveda, kot vam je vsem znano, smo pri tem po eni strani omejeni s pristojnostmi, kjer je pač javni potniški promet, oziroma v tem primeru po železnici in pa medkrajevni linijski prevoz potnikov v domeni države in lokalne skupnosti in pa recimo Regionalna razvojna agencija kot nek povezovalec teh interesov. Imamo že omenjeno omejene pristojnosti, ampak seveda poskušamo pa vseeno nekako, pa ne samo lobistično, ampak seveda tudi lobistično, stvari povezovati in premikati naprej. In tovrstni projekti, recimo, kot že omenjen Interregov, Transborders nekako daje prostor za tako imenovane pilotne stvari, izvedbe. Ena izmed takšnih je tudi Štrekna-bus, kjer nam je celo s kolegom Matejem Gabrcem uspelo v malenkostno dopolniti zakon o prevozih v cestnem prometu in tako dati nastavek, da pravzaprav bo po vzoru prometa po železnicah upamo, da v kratkem možno tudi pri medkrajevnem avtobusnem prometu, da se ta ne ustavi na državni meji, ampak poteka do prvega dogovorjenega avtobusnega postajališča na avstrijski strani. Tukaj pa seveda ti dogovori med slovensko stranjo in pa deželo Koroško še potekajo, pač
vse traja nekaj časa, želeli bi si seveda marsikje, da bi stvari šle hitreje, ampak veseli smo, da smo uspeli to zakonodajno oviro na slovenski strani odpraviti in računamo, da bo v kratkem pravzaprav tudi ta avtobusna povezava med Velenjem in pa recimo Labotom, Lavamindom na avstrijski strani v celoti vključena v sistem gospodarske javne službe kot take. Hvala vsem za pozornost. Za morebitna vprašanja, ker danes nismo osebno prisotni, smo pa dosegljivi na spodaj navedenih kontaktih, predvsem preko elektronske pošte. Hvala lepa in lep pozdrav.